Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tokratno oddajo posvečamo izjemni knjigi z naslovom Heresis fulminata ali Strela udari krivoverca. Gre za dramsko besedilo Ljubljančana Janeza Ludvika Schönlebna, napisano leta 1651 in uprizorjeno maja istega leta v ljubljanskem jezuitskem kolegiju. Zapisi jezuitskih iger so se skozi čas večinoma izgubili, zato je presenečenje toliko večje, ko je urednica Monika Deželak Trojar leta 2013 nanj po naključju naletela v Dunajskem arhivu družine Auersperg. Zdaj imamo znanstveno-kritično izdajo na več kot 500 straneh pred sabo, in sicer v latinskem prepisu in slovenskem prevodu 3600 verzov, prevedel jih je Brane Senegačnik. Dramo Heresis fulminata dopolnjujejo opombe, komentar in spremne študije Monike Deželak Trojar in Braneta Senegačnika, pa tudi 12 faksimilov rokopisa. Knjiga je izšla pri Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, oba urednika pa sta danes z mano v studiu Ars Humane, zato da predstavimo to prelomno delo, saj se z njim bistveno dopolnjuje vedenje o jezuitskem gledališču na Slovenskem, pa tudi v Evropi in po svetu, saj so jezuiti uprizarjanje iger prinesli, kamor so pač prišli. V spremni besedi Brane Senegačnik pravite tako rekoč od Japonske do Južne Amerike. In tako se začenja naš pogovor. Najprej mogoče povemo nekaj o naslovu Heresis fulminata ali Strela udari krivoverca in zakaj v tej igri gre, kdo je tisti krivoverec tukaj in kaj takega strašnega je zagrešil, da si je zaslužil zelo kruti konec v tej drami. Lepo pozdravljeni. Ta krivoverec je bizantinski cesar Anastazij I., ki je vladal med leti 491 in 518. Zakaj pa je predstavljen kot tak krivoverec, je pa še kar zapleteno vprašanje. V tistem času so se vneli močni teološki spori pravzaprav v celotnem rimskem cesarstvu, še posebej pa v njegovi vzhodni polovici, glede tega, ali ima druga božja oseba, božji sin, samo eno pravo božansko naravo ali ima tudi pravo človeško naravo. Pravzaprav je to zelo popreproščeno povedano, kaj ti spori so šli v veliko večje detajle. Na kratko povedano glede tega, v kakšnem razmerju sta človeška in božja narava v njem. In ti detajli, ki so včasih tako teološko podrobno, minuciozno izrisani, da jih kar težko razumemo, so v resnici imeli zelo močne, ne samo teološke in cerkveno-politične, ampak tudi nasploh politične konsekvence. V času, ko je Schönleben pisal svojo dramo, je bila seveda ta stvar davna zgodovina, v kateri pravzaprav je bil on sam najbolj zelo posredno poučen, pa tudi verjetni glavni vir, to je Cesare Baroni ali Baronius, je, kot je znano, uporabljal kar zadeva grško zgodovino, kajti vzhodni del rimskega cesarstva je bil kulturno de facto grški, da je tudi on to poznal relativno posredno iz druge roke, relativno slabo. Vendar religiozne teološke kontroverze so se seveda dogajale že pred to kontroverzo, konec 5. stoletja, po njej in seveda jasno, z veliko dramatičnostjo, pravzaprav nekaj desetletij pred nastankom te drame, z vznikom protestantstva, protestantizma in njegovih raznih vej širom Evrope. In Anastazij je najbrž bil eden od tistih likov, ki so v jezuitski dramatiki širom sveta predstavljali zelo primeren, da tako rečem, primer tega, kako orisati plastično
neko visoko oblastno figuro, ki ne sledi pravi veri. To je namreč bil eden od izredno pogostih motivov tega zelo širokega, dolgotrajnega in tudi v resnici močno kulturno in umetniško vplivnega pojava, ki mu rečemo jezuitsko gledališče. Ali pa je bil Anastazij res tako hud krivoverec, kot so ga lahko videli v tistih davnih letih tamle pri Šentjakobu, kjer je stalo jezuitski kolegi in gledališče, in kot ga lahko najdemo v vrsticah te drame, je pa seveda čisto drugo vprašanje. Ampak dramatika, umetnost, včasih pa tudi politika, cerkvena ali drugačna, ima pač svoje oči in svoja merila. Janez Ludvik Schenleben, gospa Monika Deželak-Trojar, je bil zelo zanimiva osebnost. Bil je tako rekoč polihistor, bi lahko rekli, ne? Z veliko stvari se je ukvarjal in očitno je bil že kar izveden pisec takih tekstov, kot je Heresis fulminata. Lepo prosim, predstavite ga malo, da si lahko zamišljamo, kakšne vrste človek je to bil in kako je prišlo do tega, da je pisal taka obsežna in zelo že izdelana besedila, ne tako v motivih, temah, po zgradbi, jezikovni plati in vsem tem. Janez Ludvik Schenleben se je rodil leta 1618 v Ljubljani, materi Slovenki in očetu Nemcu. Njegov oče se je v Ljubljano preselil kot mizarski vajenec iz Heilbronna, to je na današnjem Württemberškem, in njegov oče zgleda, da je bil zelo izobražen človek, kljub temu, da je upravljal samo poklic mizarja, ker se je tudi že oče ukvarjal z preteklostjo dežele Kranjskega, v bistvu ga je zanimala zgodovina, se pravi, bil človek širokih zanimanj. In tako je na nek način Schenlebenu bila vedoželjnost in široka zanimanja so bila položena Schenlebenu tako že v zibelko. Se je pa Schenleben rodil leta 1618 in starša sta ga dala potem na jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. Po končanju gimnazije pa se je verjetno presenetljivo, ker je bil prvorojenec in kot tak najverjetneje namenjen za naslednika očetove obrti, odločil za vstop v jezuitski red. Je pa očitno že kmalu svoje rodovno vodstvo opozoril na svoje sposobnosti, ker je že v bistvu pred posvetitvijo duhovnika v času rodovne formacije upravljal številne vidnejše službe v kolegijih nekdanje avstrijske jezuitske province. Tako ga najdemo na Dunaju, Gradcu, Lincu, Passovu, Kremsu in tudi drugod. Pozneje je kljub obetavni jezuitski karieri se odločil in izstopil iz reda, a je ostal duhovnik. In tudi kot navadni svetni duhovnik je opravljal vidnejše službe. Bil je dekan Ljubljanske stolne cerkve, pozneje je bil župnik v Ribnici in arhidiakon Spodnje Kranjske. Tako že v času delovanja v jezuitskem redu in tudi po izstopu iz njega je pa spletel gosto mrežo evropskih intelektualnih povezav. In tako nepresenečeno, da v njegovi osebi ne prepoznamo le zgodovinarja, kronista in genealoga, ampak tudi govornika, pridigarja, teologa, filozofa in kot priča sama drama Heresis fulminata tudi dramatika. Kot ste rekli, drama Heresis fulminata kaže, da se ni prvikrat znašel v tej vlogi. Najverjetneje je svojo prvo dramo napisal že v času službovanja v Lincu, tam v letih 1644. Predvidevamo pa lahko, da se je z dramatiko ukvarjal tudi v času svojega delovanja na Dunaju v letih 1648-49 in tudi še pozneje. Se pravi, tako njegov natisnjeni kot rokopisni opus v bistvu kažeta na zelo marljivega in učenega človeka 17. stoletja in kot taga v bistvu ga lahko res upravičeno imenujemo za prvega kranjskega polihistorja. Lahko bi rekli kar Valvazorjevega predhodnika in mentorja. Pa zdi se mi, da v bistvu vsemi temi zanimanji in naborom različnih tem, s katerim se je uspešno ukvarjal, bi rekla, da je bil eden najpomembnejših učenjakov slovenskih zgodovinskih dežel tistega časa.
Pravzaprav verjetno nihče o njem ni ničesar slišal, vi ste se mu posvečali v svoji dizertaciji, se pravi prav njemu, v kontekstu seveda jezuitskega gledališča in vsega, kar je tudi sicer naredil. Kako je prišlo do te znamenite najdbe? Ja, v bistvu na to dramo sem na nek način naletela naključno, po drugi strani pa verjetno ne čisto naključno, ker če se ne bi v bistvu poglobila v stanje dotedanjih raziskav v njem, ne bi pri Petru Pavlu Radiču prebrala, da je Schönleben med drugim napisal tudi rokopisno genealogijo rodbine Auersperg. In ko sem potem to genealogijo v arhivu pač naročila in ko sem jo prinesli, sem ugotovila, da se ta genealogija, ki imam pred sabo, ne ujema s tistim opisom, ki sem ga prebrala pri Radiču. In potem sem še ugotovila, da signatura prav tako ni enaka in tako se je izkazalo, da so mi pomotoma prinesli drugo genealogijo iz nepopisanega dela arhiva. In potem sem vprašala, a je mogoče v tem nepopisanem delu še kaj, od Schönlebna, in so mi prinesli več rokopisov in med njimi je bila tudi drama Heresis Fulminata. To je pa res zame takrat veliko presenečenje, ker je takrat veljala drama za izgubljeno, ker se je predvidevalo, da je bila skupaj z glavnino knjižnega fonda nekdanje Auerspergove knjižnice v 80-ih letih razprodana na dražbah. Če lahko mogoče malo v kontekstu Auerspergove knjižnice. No, v bistvu Auerspergovo knjižnico je v bistvu njen ustanovitelj je Wolf Engelbert Auersperg, ki je v bistvu osnoval svojo knjižno zbirko na podlagi knjig svojih prednikov, je pa potem s svojim denarjem to knjižno zbirko bogato nadgradil. Pomenljivo ob tem je, da je Wolf Engelbert, v njem povemo, kdaj je živel, v bistvu je Schönlebnov sodobnik, živel v letih 1610-1673 in je bil dolgoletni kranjski deželni glavar, se pravi vpliven človek in hkrati tudi Schönlebnov mecen in prijatelj. In zato je Schönleben svojo dramo Heresis Fulminata posvetil njemu. In to je pa tisti ključni moment, zaradi katerega je sploh drama prišla do Auerspergov. Se pravi, jezuiti so jo podarili njim in potem Wolf Engelbert pa jo uvrstil v svojo knjižno zbirko. Ni bila pa drama Heresis Fulminata edina, ki je bila posvečena njim. Zato je bila ta zbirka jezuitskih dram v nekdanji knjižnici Auerspergov kar bogata. Je imela potem knjižnica Auerspergov pestro zgodovino. Po smrti ustanovitelja je sicer ves čas ostala v Ljubljani, ampak je v 18. stoletju nekako se ni širila, fond se ni širil. Njeno usodo je pa zapečatil potres leta 1895, zaradi katerega je bila stavba knežjega dvorca tako poškodovana, da so knjižnico in arhiv Auerspergi preselili na grad Losenstein-Leiten. Potem pa so v 50. letih 20. stoletja Auerspergi pri avstrijskih oblasteh dosegli, da je bila knjižnica izvožena v Urugvaj in potem iz Urugvaje pa prišla v London in New York in bila potem v 80. letih 20. stoletja v bistvu večinoma razprodana na dražbah. Se pravi, s tem, ko sem jaz takrat 2014 naletela na to dramo, ta rokopis drame, se je odprlo vprašanje, kaj se je res zgodilo s knjižnico. Je res vse, ali večina šla na razprodaje, ali je mogoče kje še kaj ohranjenega. In to je v bistvu ta bil ključni moment, da sem sploh se lotila raziskave knjižnice Auerspergov in da me je začela dramatika jezuitov zanimati. Ja, zelo dramatična pot tega besedila, ne? Brane Senegačnik, če si zamislimo, kako je to potekalo v tistem času, Janez Ludvik Schönleben je napisal to obsežno dramo, ki so jo potem dijaki uprizorili, vendar predtem so jo morali prepisovati, zato da so imeli material za študij, se potem učiti in potem tudi izoblikovati predstavo, ki je trajala 2 dneva, to se reče en dan 3 ure, naslednji dan 3 ure. V čem je bil prvotni bistveni cilj tega, da je Schönleben to napisal in da je potem prišlo tudi do uprizoritve, ki so jo kazali visokim glavam tedanjega časa, meščanom,
verjetno tudi sorodnikom otrok oziroma dijakov, ki so tam nastopali. Ja, dramatika je bila del rednega, bi rekel, kurikula jezuitskih kolegijev. Bila je del, skratka, izobrazbe, v kateri so pač na svoj način delovali učitelji, profesori, zlasti retorike in pa jasno tudi dijaki kot igralci. Namen dramatike torej ni bil zdaj umetnost sama ali dramatika sama, ampak je bil predvsem, bi rekel, oznanjevalni. V tem so videli neko možnost, neko pot bolj neposrednega, če hočete, tudi slikovitega in sugestivnega nagovarjanja z verskimi resnicami. In seveda ob tem pa razvijati tudi druge veščine, ki so sestavljale zgradbo tega jezuitskega kolegija, zlasti recimo jasno znanje latinščine, pa znanje retorike, navsezadnje tudi spoznavanje dramske zgradbe. Ta drama v rokopisu, kot ga je kolegica Deželak odkrila, so napisi, ki natančno razčlenjujejo dramsko zgradbo. Mogoče, da so tukaj celo preveč natančno zapisani, tako da smo s tem imeli nekaj težav, ker včasih obstaja nekakšna dvojna členitev te tragedije. Ena je po osnovnih, bi rekel, dramaturških načelih, prolog, epitasis, katastasis, katastrofe in tako dalje. Druga pa potem niza posamezne prizore. Skratka, ti deli, ki so najprej, tako bom rekel, po neki aristotelijanski zamisli pravzaprav izoblikovani, se potem kombinirajo še s čisto numerično členitvijo ali pa razčlenitvijo posameznih dramaturških delov na prizore in tako dalje. Skratka, ampak skozi to so vsekakor spoznavali tudi prvine dramske zgradbe, kar je pomembno, kajti jezuitska dramatika, seveda, kot ste že vi omenili, uvodoma je bila pravzaprav vseevropski, pa lahko rečemo že tudi malo kar globalni fenomen. Kadarkoli so bili jezuiti, je kurikulum, torej tega ne poznamo v podrobnostih, ampak načeloma, ker je bil to isti red, je bil kurikulum bolj ali manj podoben ali isti in je ta dejavnost rodila razne sadove dramske širom sveta. Mislim, da v Južni Ameriki se je razvila tudi opera iz jezuitskih kolegijev. No, to je bil torej prvotni namen. Ne. Koliko je pa zdaj tu pomemben osebni talent pa angažma, to pa so seveda vprašanja, na katere je pa zelo težko na splošno odgovoriti. Ampak osnovna usmeritev ni bila v tem, da bi razvijali ali pa iskali dramsko genialnost avtorjev, ampak torej oznanjevalno, pedagoško, moralni in tudi, bi rekel, v priučevanju vseh teh veščin, ki sem jih omenil. Posebej problematično je seveda to, da se ta besedila večinoma sploh niso ohranila. Teh dram je bilo izredno veliko, jih je vsako leto celo poveč, bilo na posameznem kolegiju in to po vseh kolegijih po svetu in skozi nekaj stoletij, tako rekoč. Ampak ohranjenih je pa izredno malo, še manj od tega je natisnjenih, bile so precej izjemne okoliščine, da so te stvari natisnili, ker niso bile v prvi vrsti namenjene temu, ampak predstavi. Včasih je v kakšnem uvodu, ne tu, ampak pri kakšni drugi drami celo napisano, da naj bo bralec prizanesljiv, naj ima pred očmi, da je bilo to namenjeno uprizoritvi, ki je pa vključevala tudi glasbo in balet, ples, kar je bilo pravzaprav za dotedanji krščanski pogled na umetnost precej revolucionarno v resnici. In ni čudno, da so
torej da je praksa jezuitskega gledališča izredno močno vplivala na nekatere zelo, zelo pomembne evropske dramatike, ki so potem pač uprizarjali izven jezuitskega kolegija, ampak so mnoge spodbude dobili za svoje ustvarjanje v bistvu iz te prakse, ki je med drugim vključevala, kot sem rekel, tudi torej, glasbo in balet in pa sploh vizualno scenarijo. Tisto, čemu Aristotel v poetiki pravi opsis, vidni del predstave. In kostumografijo in scenografijo, kar je seveda potem to dimenzijo gledališča pravzaprav šele do polne mere lahko pripeljalo. No, k sreči se je nekaj podatkov o tem, kako je bilo to predstavo Heresis Fulminata po tej plati tudi ohranilo. Kolegica Deželak Trojer je, mislim, našla nek zelo zanimiv zapis o nabavi kostumov v zvezi s to predstavo. Ker predstava je bila absoluten uspeh, potem je tudi prišlo veliko denarno nadomestilo v kolegiji, ker je bil Auersperg tako navdušen, ne? Gospa Deželak Trojer, prosim povejte, kako so bile pravzaprav razkošne priprave in kostumi, predmeti, ki so jih potrebovali za to uprizoritev. To je res zanimivo, to si danes težko predstavljamo, vso to svilo in ne vem, brokat in tiare in tako naprej. Ja, v bistvu drama Heresis Fulminata je zanimiva tudi z tega stališča, ne, da se nam ni ohranilo le besedilo drame, ampak je v tistem letu, ko je Schönleben pripravil dramo, za uprizoritev bil hkrati tudi šolski prefekt, se pravi, danes bi rekli ravnatelj jezuitske gimnazije, in kot človek zgodovinskega duha je takrat v tistem letu uvedel tudi pisanje dnevnika šolske prefekture, se pravi dnevnika jezuitske gimnazije, in v tem dnevniku je v bistvu pustil zelo zgovorne sledi, ki nam v bistvu pomagajo tako pri analizi uprizoritve Heresis Fulminate in nam v bistvu omogočajo sklepanja, kako so tudi druge jezuitske drame se uprizarjale pri jezuitih v Ljubljani. Recimo za Heresis Fulminata vemo, da je očitno besedilo Schönleben napisal najpozneje v začetku leta 1651, konec marca pa je v dnevniku zapisal, da je razdelil vloge in hkrati izbral nekaj učencev, da so besedilo drame prepisali in predvsem z namenom, da bi to služil kot vir za učenje besedila na pamet. Potem na podlagi zapisov v tem dnevniku lahko ugotovimo, da so se očitno približno 1 mesec in pol učili besedilo drame in jo naštudirali do te mere, da se je lahko po beli nedeli leta 1651, to je bilo takrat 16. aprila, poskusno zaigrali in v ta namen so imeli v šoli kar 2 prosta dneva. Potem med njegovimi beležkami opazimo tudi, da je verouk večkrat odpadel, se pravi, da so v času, ki je bil namenjen poučevanju verskega nauka, so tiste ure izkoristili za učenje. In potem, se pravi, po 16. aprilu je bila generalka, uprizoritev pa je bila potem 2. maja in 3. maja. In res zelo zanimiv zapis se je ohranil v dnevniku šolske prefekture, ki ga je gospod Senegaček lepo prevedel v slovenščino in sicer takole pravi: Za to predstavo smo se oskrbeli z več novimi kostumi, ki so povečali gledališko opremo. Svileno modro, zlato rumeno cesarjevo oblačilo, 2 drugi rimski oblačilci iz rdeče svile in eno pisano. Eno iz zlato rumene svile, iz modre in zlataste tkanine in še več drugih takšnih. Prav tako velik rdeč vojaški plašč, poleg tega še 9 parov koturnov, tiare in prestole. Kakšna res bogata oprema in potem so bili tudi efekti, kot ste rekli, ne? Se pravi, v predstavi je bila tudi glasba, ples, vendar pa mislim, da še kljub vsemu nismo povedali pravzaprav osnovne zgodbe te Heresis Fulminate, strela, ki je udarila krivoverca. Tukaj gre vendarle za neko hudo maščevanje, ne? Pravzaprav kako spodnesti predhodnika in skratka hude spletke, ki jih sicer poznamo tudi iz kakega Shakespeara in tako naprej, ampak ta je še
posebej zanimiva. Brane Senegačnik. Ja, torej, gre kot že rečeno za nek dokaj svoboden, gotovo prikaz realnih zgodovinskih dogodkov, iz vladavine ali pa kar celotno pravzaprav vladavino cesarja Anastazija, ki je bil, preden je zavladal, visok bizantinski uradnik, potem pa je, tako je predstavljen v tej drami, z svojo zvijačnostjo omrežil soprogo, se pravi cesarico Ariadno, ženo tedaj vladajočega cesarja Zenona, ki je tu prikazan kot velik hud pijanec in nekoč, ko se po stari navadi močno opije, mu pomaga, mislim, da se opije še malo bolj žena in potem ga razglasi za mrtvega, tako da ga hitro odnesejo, pač na njeno spodbujanje seveda še pohitijo, da ga odnesejo in ga pokopljajo, čeprav se potem v drami izkaže, da so to storili prezgodaj in se Zenon zbudi svoje pijanosti in seveda začnejo dajati znake, da je še živ, vendar Ariadna prepreči, da bi ga kdorkoli slišal in mu privoščljivo pove, da če je tako lačen, kot pravi, pa naj kar je svoje bruhanje, pijanec, nemarni. Skratka, drama ima, tako bi rekel, ni tako šolsko spodobna, kot bi mogoče pričakovali, ampak ima dostikrat prizore, ki so zelo, celo hipernaturalistični mogoče in pa predvsem podobni pravzaprav težkim zgodbam, kakršne srečujemo v verjetnih vzorih vseh jezuitskih dramatikov, to so pa Senekove drame, ki so veliko bolj, bi rekel, naturalistične kot pa starogrške. No, in potem se zgodba odvija ugodno za Anastazija, kajti Ariadna mu ne da samo svojega srca, ampak tudi doseže, da je izvoljen za cesarja. Potem pa začne Anastazij počasi kazati svoj pravi značaj in začne kopičiti oblast v svojih rokah in začne s trdo roko preganjati vse, ki mu kakorkoli nasprotujejo. Tukaj so vpleteni ne zelo jasno, ampak prek kakšnih namigov, pa krajših replik tudi realni zgodovinski dogodki v smislu uporov, ki so se takrat dogajali proti njemu, čeprav ti upori mimogrede niso bili proti cesarjem niso bili nobena posebnost v Anastazijevi vladavini. Najhujši upor je bil v bistvu za časa cesarja Justinijana, ki je najbolj znan in vpliven bizantinski cesar. Takrat je bil tudi upor Nika, ki je bil najhujši upor v bizantinski zgodovini in je bil mimogrede cesar Justinijan že na tem, da pobegne in abdicira. No, in Anastazij je v problem, kot ga vidimo v tej drami, pa je, da zagovarja monofizitsko doktrino, ki govori o tem, da ima druga božja oseba, Bog Sin, Jezus Kristus, pravzaprav v resnici samo božansko naravo, božjo naravo. To je seveda spet, kot sem že prej rekel, prepoenostavljeno, saj nihče čisto tako trdil več v tem času, da je se samo oblekel v človeka, ampak nekako tako, da je pravzaprav ta človeška narava bolj ali manj bila utopljena ali izginila v božanski naravi. No, to pa je seveda njegov problem. Tukaj pa pride v konflikt z, recimo temu, pravovernimi. Težko je najti pravi izraz. Če rečemo ortodoksni, ima to za nas čisto določen pomen, če rečemo, katoliški, kot naj bi bili za ves svet, ima spet drug napačen pomen. Ampak, skratka, bizantinski patriarh Eufemij je prikazan kot tisti, ki zagovarja pa pravo, torej katoliško doktrino iz Šenlebnovega časa, pa sploh katoliško doktrino, da ima druga božja oseba dve pravi naravi, pravo božansko in pravo človeško. Na to
se Anastazij sicer navidezno prikloni in podpiše neko izjavo, da se bo tega držal, ampak tega se v resnici ne drži in nadaljuje svojim okrutnim početjem. In v tej dolgi drami se naniza marsikaj, kar niti ni tako zelo povezano potem z nadaljno zgodbo, ampak bolj ali manj ilustrira njegovo okrutnost. Počasi pa se začnejo kazati znamenja tudi njemu, da ni na pravi poti in začenjajo ga obhajati strašne slutnje, da si najeti vedeževalce, kar je naslednji pokazatelj njegove nepravovernosti, ki mu obetajo slabo usodo, in potem doživi najprej strašno fizično smrt, ko ga dejansko pokosijo strele, podobne strelam kakšnega Apolona iz homerske poezije ali pa druge grške, in kasneje še smo priče njegovi poslednji sodbi, kjer pa doživi še drugo, strašnejšo in dokončno, to je dušno smrt. Torej krivoverca čaka pogubljenje, ki prihaja od zgoraj, bi temu rekli. Gospa Monika Deželak-Trojar, verjetno je še vedno zanimivo vprašanje, odkot Schönlebnu to znanje, ti motivi, ta odločitev za konkretno, recimo, to zgodbo, ki, kot je že kolega Senegačnik povedal, ni ustrezala dejanskemu stanju tega vladarja. Skratka, verjetno ni bil tako okruten in pravzaprav, kolikor sem jaz dojela, je bil nekak tak konzervativen vladar, ki je kar lepo skrbel za meje in za relativni mir, kolikor je bilo takrat to mogoče, ne? Najverjetneje je to posledica duha časa, v katerem je v bistvu Schönleben ustvarjal. Recimo, če pogledamo leta 1648, se je končala 30-letna vojna. V tem sklepni fazi 30-letne vojne se je na jezuitskih odrih večkrat začela pojavljati ta tema o krivoverstvu. Sploh radi so posegali na bizantinsko področje, ker je bilo dovolj oddaljeno. Hkrati pa s svojimi primeri dovolj zgovorno, da so lahko to prenesli v takratne realne evropske danosti. Recimo, kje bi Schönleben lahko prišel točno do tega motiva Anastazija, v bistvu je na nek način še odprto vprašanje, ker ob raziskavi sva ugotovila, da v bistvu pred Schönlebenom nisva našla nobene drame, v kateri bi v bistvu Anastazij nastopal kot naslovni lik, ampak samo drame, v katerih se je v bistvu Anastazij pojavil kot stranski lik, je pa kot stranski lik zavzemal eno od teh krutih vlog, kakšno teh krutih vlog, ki jo pa potem dobi pri Schönlebenu. Je bil pa recimo tam v 40 letih 17. stoletja zelo priljubljen lik Zenon, uprizoritve Zenona. Tudi v Ljubljani leta 1645 je bila uprizorjena drama o Zenonu, ampak nažalost ni ohranjena in edino, kar vemo, je zapis v letopisu, kjer se omenja, da je bila uprizorjena. V bistvu čisto točno zanesljivo sodbo še ne moramo dati, odkot njemu vse to, ampak Baronius, ki ga je pred tem omenil že Brane, je zelo pogost vir pri jezuitih, ki se v bistvu pogosto pojavi v ohranjenih periohah. Periohe, to so v bistvu gledališki listi. In v periohah je na začetku argument, kjer je v bistvu pojasnjena predzgodba, in teh argumentih ohranjenih jezuitskih v bistvu se pogosto Baroni pojavlja kot tisti glavni vir. In jaz mislim, da za Schönlebena je gotovo Baroni, potem pa mogoče še ohranjene tisnene drame Simonsa, ki so bile uprizorjene v 20 letih 17. stoletja v Rimu, natisnjene pa prvič leta 1648. Samo zmotim, Simon je. Simon, ja. Simon. Ja. Oziroma Simonis, ne, po latinsko. Ja. Ja. In se pravi, 1648 je prvi natis, ampak nama do zdaj ni uspelo se ugotoviti, ali je imel Schönleben stik s tem tiskom teh dram, oziroma ali bi se dalo ugotoviti prek njegovih vez in poznanstev, če bi lahko prek koga izmed teh prišel do tega tiska
pred samim pisanjem te drame. To v bistvu čaka še. Ali pa morda celo videl kakšno od predstav, ker beremo, da so ravno Simonove predstave bile širom severne Italije uprizarjene magno cum applausu, se pravi z velikim odobravanjem in navdušenjem. In seveda svet ni bil tako velik tudi takrat, ne. To ni bilo tako daleč, ne. Brane Senegačnik, skoraj 3600 prevedenih verzov iz latinščine. To je najmanj, kar lahko rečem, gigantski podvig za prevajalca. Ali lahko lepo prosim malo poveste o teh verzih? Omenili ste na predstavitvi, da so v različnih oblikah, da vam je tudi Nada Grošelj pri tem pomagala. Skratka, nekaj o tem prevajanju, ki se zdi za kakega drugega prevajalca absolutno nedosežen cilj oziroma podvig. Glavna težava tega prevajanja je bila dvojna. Najprej to, da sem prvič v življenju prevajal nekaj direktno z rokopisa. Vem pa, ker sem pač to po izobrazbi, da vsak rokopis ni nedvomen, da mu ne gre nujno povsem zaupati v vseh točkah. In tako je bilo tudi tu, da sva naletela večkrat na kakšna mesta, ki so se zdela, čeprav zelo lepo napisana, ne gre za kakšna mesta, ki bi bila zaradi paleografskih razlogov ali pa tehničnih razlogov problematična, ampak zaradi oblike, kot da gre morda za kakšno napako, pomanjkljivost in tako dalje. To je bil prvi problem. Drugi problem je pa ta, da mi razumljivo, če smo zdaj šele odkrili izvirnik, prvič nismo imeli nobenega primera tovrstne dramatike že v slovenščini. Vedno je namreč bistveno lažje prevajati, če je žanr približno poznan, če so približno znani, kako bi rekel, toni, v katerih govorica nekega žanra govori. Tu pa tega ni bilo. In seveda podoben primer sem v življenju imel, ko sem prevajal Pindarja, ki zelo visoko, najvišjo pravzaprav pesniško govorico govori o športnih tekmovanjih. In zdaj tega pač mi ne poznamo in je človek v zadregi, kako to prevesti, da ne bo zvenelo komično, patetično. Skratka, to je bil recimo ta vidik problema. Tretji vidik je pa res veliko metrično bogatstvo te poezije. Jaz sem nekoliko primerjal Simonovo dramo o Zenonu in seveda tam tista ni niti tako dolga, kot je ta o Anastasiju, niti ni še malo seveda primerljiva, vsaj mislim, po metrični raznolikosti in jezikovnem bogatstvu. Sicer je za jezuitske drame bilo značilno, da so gojile tudi to metrično latinščino, metrično poezijo, ker je bil to seveda del kurikula, del šolskega poučevanja. Tu najdemo, kaj pa vem, alkajsko kitico. Alkajsko kitico je uganila Nada Grošelj. Alkajska kitica je sestavljena iz 4 verzov, in tu pa so napisani ti verzi brez presledkov in bo zato težko ugotoviti, če se nisi posebej koncentriral na to, in to je recimo meni ušlo in sem kolegici Grošelj hvaležna za to observacijo. Pa potem seveda mnogi drugi verzi, Jambski senar, ki je najbolj običajen vers rimske dramatike, pa heksametri, sapfiške kitice, in pa tudi morda poskus neke rekonstrukcije latinskega Saturnica, kot so si ga takrat predstavljali. To je bil starinski rimski vers, za katerega obliko še danes ni popolnega konsenza, tudi med strokovnjaki, torej metriki, filologi, ampak to pa na enem prav posebnem mestu, ki je po mojem velika odlika in zanimivost te drame, tragedije. Namreč en del, ki ga imenuje Ena laga,
To se pravi, to je nek vložen del, no, v katerem nastopa torej kot drama v drami rimski pesnik Gnaj Nevi, zelo arhaičen pesnik, od katerega imamo samo fragmente ohranjene, in ti fragmenti so namenoma v takšni ljudski, stari latinščini, kakršno so poznali, pa jo še danes poznamo pravzaprav samo po Plautovi dramatiki, ki je očitno bila Schönlebnu zelo domača, ker je tisto govorico tam pravzaprav tudi briljantno obvladoval, ne samo v formalnosti, to preko pravilne latinščine iz Ciceronovega časa ali pa avgustejskih pesnikov, ampak tudi to starinsko govorico. To je zelo zanimivo in po mojem zelo posebno pri tej drami. Jasno pa tudi poseben izziv za prevajanje, ker moraš poskušati ujeti ta arhaični, bolj ljudski slog na nek način. Ja, pa če lahko dodam še izmišljene besede, Schönlebnove, ne? Ki so bile tudi zalogaj. Seveda, to pa je bilo ali tukaj, ne, v tej dramatiki besede, ki pač zvenijo komično, ker so pač potvorjene oblike normalne latinščine in potem tudi slovenščine. In pa sploh jezikovni aspekt te dramatike. Nimam tolikšnega pregleda nad ohranjeno jezuitsko dramatiko, ampak dvomim, da se kje pojavlja tak prizor, kot je prizor babilonskega stolpa, kjer se začne stolp rušiti, kot vemo iz biblijske zgodbe, ampak potem Bog ljudem zameša jezike in to je tukaj uprizorjeno s tem, da začnejo eni in isti govorci uporabljati, kar mešajo različne besede iz različnih jezikov, latinščina, italijanščina in kaj še nemščina, grščina, potem pa začnejo in pa seveda tudi slovenščina se tukaj pojavi v besedi les. Ampak seveda počasi ne razumejo drug drugega in potem začne jezik razpadati, replike postajajo nesmiselne in na koncu imamo nekajkrat napisane osebe, pod njimi pa ni besedila. Pa zdaj ne vemo, ali so pozabili prepisati ali pa je to končni rezultat te babilonske zmešnjave. Da so obnemeli. Tako. Kako zveni dejansko to besedilo, bomo poslušali zdajle, se pravi latinski del besedila bere kolega Sergej Valjev, prevod pa Brane Senegačnik, posneli smo pa to na predstavitvi knjige pred nekaj meseci v Slovenski matici. Venalis estiam purpurets ceptrini dormenaste, nimia negligit forsan moral felicitatem. Fronte crimitar riper occasionem, sceptra qui nescid dolor, raperet coronas nempis ingenio caret, audaciaque. La pruda je že sijaj škrlataje in žezla, Anast. Morda predolgo čakaš, ko za srečo ne meniš se, daj zgrabi za lasato teme priložnost. Kdor ne zna zvijačno prigrabiti si žezla in krone, ta ni pameten, ne drzen. Kraljestvo samo hoče, da si ga osvojiš s prevaro. Opreznež mora svoj zločin prikriti pod hlimbo spoštovanja. Naj nasmeh zvarim v mržnjo, ljubeznivost ježe žar zasenči, dorad naslov bi cesar vzhoda, ta naj hlini spodobnost. Pridi kak prevaram, kliče zdaj Anast. Med svojimi je osovražen zenom. Pogosto zdi se, kakor živ mrlič. Na več od tega, kar se zdaj smeš upati, Anast. Lahko bi vladal, vreden si prestola vzhoda, lahko bil prvi. Svoj spletkarski napni, mar milosti zaupaš. Nezanesljiva fortuna mnoge dvigne, a še več jih stre. Kako njen bes razbrzdanje nikdar ne zgubi spred oči. Karkoli zmore prizadeti, verjemi, to bo najprej tebi prizadela. Tiran škrlata sirski hitro s pelerino nič vredno menja,
Kdor je ukazoval ošabnost, da je moral bogati ukaze, roka sreče prerada zbije ves ponos kraljevskih glav. Pa vendar, krona, o škrlat, kako vabljiv si, da bi le vladal, naj vse drugo odnese usoda, naj se vesoljni kaos zgrne mi nad glavo, v vrtincu naj sovražnem zburkane prvine pripravijo mi smrt. Ker kdor s prevaro izmakne kraljevo žezlo in na prestol sede, prav je, da take smrti umre, kakor je volja usode. Nasilna smrt celo pravične rada udari. Celo vladarje na miglaju usode plaz nesreče odnese. Ne bom se umreti branil, pa kakršna že smrt bo, če bi le lahko zasukal žezlo v avgustejski roki. In bi tarot ošabni moji volji se uklonil. Nič novega, če suženj vlada, a ni pogost. Slovito je, naj pamet zdaj prevara plete. Flecterat nudus meos, servim perare nec novest nec est frequens, est gloriosum fraudibus mentaplicat. Zdaj seveda sledi obvezno vprašanje o tem, kaj predstavlja Schönlebnova drama v latinščini in slovenščini, zdaj v knjigi Heresis fulminata, Strela udari krivoverca, za širši kontekst, to bi se reklo za zgodovino slovenske dramatike, širše evropske dramatike, da ne rečem tudi svetovne, glede na to, da so bile te jezuitske igre uprizarjanje tako rekoč vse povsod po svetu. Skratka, kako zdaj to najdeno besedilo spreminja naše poglede. Gospa Monika Deželak Trojar, prosim. Je v bistvu moramo povedati, da je drama Heresis fulminata nastala v enem izmed vrhuncev ljubljanskega jezuitskega gledališča in se mi zdi, da zato kot taka zgovorno odslikava vse temeljne značilnosti jezuitske dramatike v tistem obdobju pri nas in hkrati, ker poznamo tudi širšo jezuitsko dejavnost na dramatskem področju v tistem obdobju, hkrati tudi v evropskem prostoru, je v bistvu rekla bi, da je drama Heresis fulminata zgovorna glasnica dolgoletnega fenomena jezuitskega gledališča na Slovenskem. In ker je to ostalo vse do danes slabo poznano ali skoraj nepoznano, in to kljub dejstvu, da je v Ljubljani bivalo več kot 170 let, se pravi vse od ustanovitve kolegija leta 1597 do ukinitve leta 1773, se pravi obstajalo dolgo časa, hkrati so bile gledališke predstave redne. V teh predstavah je v bistvu sodelovala najverjetneje večina pri jezuitih šolajoče mladine in te predstave so bile odprte za širšo javnost, se pravi ne le za ljubljansko smetano, ki je lahko primaknila kaj v blagajno jezuitov, ampak tudi za širše okoliško prebivalstvo, recimo starše otrok, preprostih otrok, ki so se šolali pri jezuitih. Se pravi, vidim v tem pomen Heresis fulminata v tem, da kaže, kako odločilno je jezuitsko gledališče na Slovenskem v bistvu vplivalo na izoblikovanje od gledališke izkušnje in odnosa do gledališča v našem prostoru. Recimo, če gledamo čist neposredni vpliv jezuitskega gledališča pozneje na slovensko gledališče, recimo pri jezuitih so se pozneje šolali Anton Tomaž Linhart, Janez Damascen Jurij Japelj, se pravi Heresis fulminata kot prvo objavljeno jezuitsko dramo pri nas vidim v bistvu vse to, no. Se pravi, da s tem skušamo opozoriti na vse to, kaj je jezuitsko gledališče pri nas pomenilo in s tem upam, da odpirati možnosti, da se objavi na podoben način še kakšna izmed jezuitskih dram. Z drugimi besedami povedano je tudi tako, da očitno smo imeli Ljubljančani z jezuitskim gledališčem neko kulturno delovanje, ki je bilo na isti ravni kot vse povsod po Evropi, na Dunaju, v drugih krajih.
Na Linharta in njegove tekste v slovenščini smo morali čakati takrat še več kot 100 let. Hkrati vemo, da v deželah velikih literatur so v istem času imeli naprimer Francozi Corneilla, Racina v francoščini, ne, velike drame, pozneje Moliera s komedijami. Pri nas takrat ni bilo ničesar, medtem ko jezuitsko je gledališče pa dejansko na evropskem nivoju, ne. Brane Senegačnik, mogoče še en komentar. Seveda, in pri tem je treba poudariti to, da so avtori, ki ste jih omenili, tako Corneille kot Racine in Molière, vsi bili pod vplivom v mladosti jezuitskega gledališča. En raziskovalec zgodovine gledališča Kevin Wetmore pravi, da pravzaprav ni evropskega naroda, na katerega gledališče jezuitsko ne bi vplivalo v razvoju njihove gledališke kulture. Ne samo v Franciji, tudi Lope de Vega, na primer, je primer takšnega avtorja, ali pa Calderón de la Barca, in Goldoni, recimo, pri vseh teh avtorjih je viden vpliv pravzaprav idej, ali s poudarjanjem scenografije, kostumov, zvočnih efektov, etc. To se mi zagotovo zdi zelo veliko odkritje. Zdaj kolegica Deželak je preskromna, da bi to sama povedala, ampak mislim, da je to ali naključje ali ne. Haben sua fata ali Beli knjige imajo svojo solo, ampak ta najdba je prav gotovo nekaj, kar v resnici zelo spreminja naše vedenje o tem, kakšna kultura je tukaj obstajala. Ta kultura ni bila nič, iz katere je potem vzniknil, Linhart in pač potem Prešeren, ampak je to seveda bilo dejansko v utripu, kakršen je bil takrat pravzaprav širom po srednjeevropskem svetu in širše. No, če še to lahko omenim, pred kratkim je imel kolega Gašper Jakovac na Inštitutu za literarno zgodovino ZRC izredno zanimivo predavanje o jezuitskem kolegiju v Rimu. In je ugotovil, oziroma predstavil dejstvo, da je bilo v 17. stoletju jezuitsko gledališče eno najpomembnejših gledališč v Rimu. In podobno velja za Dunajsko jezuitsko gledališče, ki je bilo v bistvu gledališče, ki ga je obiskoval kralj, ki je bilo pravzaprav pred razcvetom opere glavno gledališče. Tudi v francoske jezuitske igre so si ogledovali kralji, kar jasno pomeni, da ne gre zgolj za neko šolsko dramatiko. Ne glede na to, da je bil prvotni namen tak in da je pač potem vsa ta zgodba šla svojo pot, da so nastale tudi znotraj notranje kritike, ali je to sploh še smisel, pravi izvorni smisel jezuitskega gledališča. Dejstvo je, da je nastal fenomen, ki je imel vpliv, ki je daleč presegal najbrž prvotni namen. Če lahko še sem nekaj. V bistvu jaz vidim tudi pomen jezuitskega gledališča v Ljubljani, kljub temu, da je bilo latinsko, kar bi skeptiki oporekali, kakšen vpliv je to imelo na slovensko gledališče, ampak bistveno je to, da so bile te latinske drame v izvedbenem smislu, pa v bistvu v rokah domačinov, domači dijaki, spravi slovenskega prostora, širšega slovenskega prostora, so bili glavni igralci in kot vidimo v Schönlenovem primeru, tudi gledališki ustvarjalci, jezuitski so bili v bistvu iz slovenskega prostora. In se mi zdi, da to verjetno ni moglo ostati brez vpliva. Bi pa rekla, še dodala k temu, da v bistvu Heresis Fulminata je bila res odkrita prva, in pa potem zahvaljujoč podoktorskemu projektu je bilo potem odkriti še 27 rokopisov jezuitskih dam iz Ljubljane. To je tudi pomemben podatek. To sem prej pozabila omeniti. Monika Deželak Trojar, Brane Senegačnik, najlepša hvala za vse, kar sta povedala. Predvsem hvala seveda za to knjigo. Sicer pa se s tem oddaja Ars Humana končuje. V njej smo Monika Deželak Trojar, Brane Senegačnik in Tadeja Krečič govorili o knjigi Heresis Fulminata, Strela udari krivoverca Janeza Ludvika Schönlebna iz 17. stoletja.
To je prvi prevod kake jezuitske drame iz latinščine v slovenščino. Skoraj 3600 verzov je prevedel Brane Senegačnik. Oblikovalec zvoka oddaje je bil Jernej Boc. Oddajo Ars Humana pa najdete na naših spletnih straneh in med podcasti. Hvala za pozornost in lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.